Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija Gartner. No, danes bomo govorili, veste čem? Odstranjevanje celičnega trpljenja. Pa bi človek rekel, a pa jaz to imam. No ja, vam povem zgodbo. K meni je prišla na svetovanje gospa, ki nekako občuti, da ima razkorak oziroma prepad med telesom in med svojo dušo. Enostavno ne želi tega dvojega povezati in sicer vzgojena je bila nekaj malega krščanska, ampak ona se ima bolj za ateista, ker pač tale vera je malo čudna zadeva. No, v glavnem, in potem je šla, sem jo jaz nagovorila, da je šla za cvetno nedeljo oljko blagosloviti in tam je zazvenelo v ušesih, da za zveličanje moramo trpeti. In to je v bistvu čistko, wow, aktiviralo nekaj in je začela predelovati celično trpljenje. In zdaj, zakaj se je ona kot duša odločila, da to ni varno povezati skupaj telo pa svojo dušo? Zaradi tega, ker to preveč boli. No, zdaj, da vam razložim, kaj to pomeni povezati svojo dušo s svojim telesom. Glejte, to je slika ali pa skica bolj. Skica, tukaj je naša višja duša. Se pravi, tukaj so zapisi vseh preteklih življenj in to je v bistvu, to ni toliko daleč stran od nas, to je približno 15 metrov oziroma primer 30 metrov okrog nas je ta energijski balonček, ki ga nosimo s sabo. Pa je pa tukaj noter, tukaj zlati plamen, ki vstopa preko kronske čakre in potem v bistvu s tem zlatim plamenom smo povezani s svojo dušo in hkrati z energijo življenja, ta esenca življenja. No in tukaj je naš višji jaz oziroma naša vest in potem smo še kot fizično telo tukaj. No tako da v glavnem, zdaj če gledamo, vedno smo v povezavi s svojo dušo, z višjo dušo, ampak dejstvo je, da bolj kot dvomimo v podporo stvarstva, bolj smo ločeni. Bolj kot potrjujemo Boga ni, bolj sigurno smo ločeni. In po drugi strani pa, bolj kot potrjujemo, zaupamo tok življenja. Verjamem, da je zame poskrbljeno, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Katerokoli afirmacijo boste vzeli s kart prehodu na vodobo, vsaka ta afirmacija dobesedno potrjuje moč tega zlatega plamena, ki teče v vaše telo. Glejte, če zdaj na začetku gremo kar na karte prehodu na vodobo, katerakoli afirmacija boste videli poveča tok zaupanja. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči. Dovoljujem si čutiti svoja čustva. Dovoljujem, da se moja duša očisti. Na dan Galariel prosim za pomoč, naj jasnovidna sporočila tečejo v mojo zavest. Potem naprej. Pogumno se odločam zase, podpirajo me vse vesoljne sile. In če si vi ponavljate, podpirajo me vse vesoljne sile. Dovoljujem, da se zgodijo čudeži. Verjamem v čudežne rešitve. Ta tok svetlobe oziroma te povezava z vašo dušo se tako močno poveča, vsakič, ko potrjujete te pozitivne afirmacije, da dejansko lahko dobivate direktne odgovore. Da se lahko vprašate kadarkoli, kako naj se zdaj odločim in dobite odgovor. Da mogoče že veste vnaprej odgovor, preden sploh, pomisliš, imaš že tukaj odgovor. Dejansko dobivaš direktna sporočila. No, zdaj pa pojdimo na to, kaj pa blokira to povezavo, oziroma če se vrnem na to gospo, med svojim telesom in svojo dušo ni varno vzpostaviti povezave. In recimo, tukaj imamo sedež duše, je srčna čakra. Čez kronsko čakro vstopa ta zlati žarek. In taki ljudje, ki imajo disconnect mi gre, ampak ni ta prava beseda, ker je angleška, ki imajo prekinjeno povezavo s svojo dušo, imajo lahko fizično ogromno moči, imajo za preživetje dovolj,
so tako, ne, moram se zanesti na sebe. Sam lahko preživim, sama lahko preživim in ti ljudje preživijo. Ampak, kar je pa od srčne čakre navzgor, tukaj pa ni varen, ni se varno ukvarjati s čustvi. Čustva so minsko polje, po večini imajo blokiran ta del čez vrat, tukaj imajo prekinjen in seveda iz večjih življenj tudi blokade, kar se tiče odsekane glave, nožu srce, nožu hrbet in tako naprej. In veliko, zadnjič je bila ena gospa pri meni, prav takole, naravno se jih dela guba takole, tako, ponavadi so gube takole, vzporedno, ona jo ima pa takole. In dobesedno ona ima pokrov čez glavo. In preko mišičnega testa sva prišli do zaključka, da je v enem življenju, zdaj boste rekli, da je teleminki se pa res dogaja, v enem življenju je bila sirota in je bila v sirotišnici in zdaj vsi tisti, ki se vam bo zdaj kar obračalo, te spolne zlorabe pa cerkve, je bila v sirotišnici in so jo duhovniki zlorabljali, se pravi pedofilstvo je bilo zadaj in je imela pokrite oči zaradi tega, da ni vedela, kdo jo spolno zlorablja. In tukaj je bilo povezano z oralnim seksom in z seveda tudi udanko in ima v tem življenju kakšne težave, pod prvo hemoroide in drugo, kakšne težave ima, velike težave s požiranjem. Ona ne more pogoltati niti ene tablete, ker enostavno je tukaj čista blokada čez grlo. No, v glavnem, glejte, vsi tisti, ki imate fizične težave s hrbtenico, s hemoroidi, ki imate težave z grlom, pomeni ali pa s tem ramenskim obročom, da imate tako veliko stvari naloženih na sebe, da je zdaj že čas, da kaj počiste. In zdaj kako počistite? Zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže, ampak jih res dela, ampak za vsak program posebej. In jaz sem si v bistvu se rekla, da vam prav to moram predstaviti tukaj v tem videu. Ta gospa ima, se pravi, težave s hrbtenico in vse te programi so nalepljeni kot listki na zadnjo stran hrbta. Moram biti toga. In seveda, toga. Ona gre na masažo, pa je še kar toga. Pač ne more sprostiti tega, ker je toliko blokad. Moram se zliti z okolico. Moram biti pridna. Strah me je kritike. Ne smem čutiti svoja čustva. In naslednja, moram biti čustveni invalid. In moram imeti blokirano srčno čakro, ker to preveč boli. Poglejte, moram biti čustveni invalid. Zdaj vsi smo že slišali za kakšno knjigo Čustvena inteligenca, pa si rečemo, ja, čustvena inteligenca, to je super. Pa bo mogoče človek pomisli, pa kaj sploh to je čustvena inteligenca? No, v glavnem, vsi tisti, ki imajo blokirano srčno čakro, ki so čustveni invalidi, se pravi, nimajo termostata, da bi vedeli, kdaj prizadanejo drugega človeka. Enostavno ne obstaja ta termostat in ne zaznajo, da so mogoče prekoračili neko mejo in seveda, kako označijo druge ljudi. Pač označijo jih, ti si preveč občutljiva, ti si tak, ne? V glavnem, označiš druge ljudi, da je nekaj narobe z njimi, ampak v osnovi kažejo 3 prsti nazaj in v osnovi sami sebi govorijo, le nekaj je narobe z mano, da ne zaznam. Ampak okej, seveda, ker imajo pa ta povezavo kar imajo prekinjeno, ne zaznajo, da so naredili mogoče kakšen korak preveč. Potem recimo, moram biti slabič. V vseh odnosih moram biti ranjena. In naprej, recimo, na tem svetu moram vedno biti sama. In zdaj naprej, nihče me ne sme imeti rad. Naprej, naslednji program pa je, če me ima kdo rad, moram uničiti to vezo. In seveda, kakšne veze ima ta gospa? Gre iz ene veze v drugo, ki propade in vedno ostane
še bolj ranjena, ker je že tako ranjena v srce in še bolj sama in zapuščena in občutek, da je pač na tem svetu zame sreče ni. Tako da, za vse tiste, ki imate mogoče prepričanje ali pa da vidite, vaše življenje vam ne nosi sreče, preverite z mišičnim testom, če imate program na tem svetu zame sreče ni. Ali pa v vseh odnosih moram biti ranjena. In naslednja stvar, moram biti žrtev. Ker če imate program moram biti žrtev, lejte, nosite jumbo plakat, kjer piše, če je kje kakšen, ki bo mi zaril nož v srce, da se bom spet počutila kot žrtev. Jaz iščem to, hočem to izkusiti. No, tako da v glavnem res so zanimivi te podzavestni programi in zdaj prav za te dve zadnji te gospe, s katerima sem delala, ne, tri. Vse tri predelujejo zgodne krščanstvo. Se pravi, za vero moram dati življenje. Življenje je trpljenje. In dale so življenje za vero in na koncu so vse tri imajo isti program in sicer, če bi bil Bog, ne bi bilo toliko trpljenja. Se pravi, Bogu ne smem zaupati in ko mi rečemo, Bogu ne smem zaupati, se prekine oziroma zmanjša pretok preko kronske čakre. Tako da, v glavnem, a ne se pejdu v življenju z vsemi temi programi, ampak dejstvo je, da dobra novica je, da lahko se to počistimo, da naredimo korake naprej, da gremo naprej in predvsem, da se osvobodimo kakšne vezi, s katero smo zvezani na preteklost. No, zdaj, če si predstavljate, kaj pomeni karma. Karma za moje pojme pomeni to, da si tako kot jadrnica v pristanišču in vemo, da jadrnice, čolni so delani za to, da grejo na morje. Ampak, če predelujete v tem življenju karmične lekcije, vi iz tega pristanišča ne morete speljati ven. Ste zvezani tam, imate naluknjeno, ne vem, kako se reče, tisto podpalubje. V glavnem, imate zlomljena jadra, enostavno ne morete iti na odprto morje, ne morete izkusiti svobode, zaradi tega, ker ste v pristanišču in je treba popraviti jambor, je treba popraviti trup ladje, zdaj se boste smejali tisti, ki veste več o čolnih, kaj jaz ne vem nič, je treba popraviti, kaj krma tam, ker se voz, pa se še sama ne vem. V glavnem, treba je popraviti, da vaš čolnič lahko gre na odprto. In karmične lekcije so povezane s temi ljudmi, ki so naredili luknje tukaj noter v ta vaša jadra in enostavno ne gre potem nikamor. Zato, če veste, da imate v tem življenju ogromno stvari za počistiti, pa ogromno težav, pač lotite se, korajžno se ločite od problemov. Korajžno se lotite čiščenja problemov in boste videli, ogromno boste rešili. Zdaj, po starem smo nekoč reševali probleme na ta način. Moram se pogovoriti. Ali pa recimo, midva imava probleme, dajva se pogovoriti. No, zdaj po ta novem pa rešujemo probleme na ta način, ne da se pogovarjate in rešujete probleme s partnerjem, ampak greste najprej pogledati svoje rane, pa jih zakrpate, pa objamete, pa še enkrat zakrpate, pa date čez nov bliž ljubezni in potem, ko to naredite, lahko še kakšno stvar naredite, kakšno zdravilno molitev dekodiranja za svojega partnerja, za svojo družino, za otroke in ko vse to naredite, ja, pa je mogoče že čas za kakšen pogovor in takrat vidite, a je še skupna pot in nekoč je ena igralka, ki nimam pojma katera, ampak prebrala sem njen intervju in mi je bilo tako lepo, je rekla, lepo je povedala, da partnerska zveza oziroma sreča v družini je to tako kot plovba dveh jadrnic v isto smer. Je rekla, to ni plovba katamarana, ampak plovba dveh jadrnic,
ki plujeta v isto smer. No, tako da to vam želim, da zakrpate svoja jadra tako močno, pa ne nazadnje, da tudi svojo družino spravite na to pot osebne rasti, da je potem dejansko plovba dveh jadrnic oziroma več jadrnic v isto smer. No, takole, glejte, zdaj vam pa preberem še kakšno sporočilo, prehodu na dobo. A vidite tam nazadej, to je naša Karla. Samečkana, je to naša Karla, je Lili? Karla je. To je naša Karla. Ta je taka divja muca, res je zanimiva. Tako da zdaj s selitvijo v Sežano se je mečkan stres je bil, ker so mačke vezane na dom in seveda smo menjali dom, tako da je mečkani dlaka izpadala, zdaj je že boljš, tako da bo počas tudi ona pognala tukaj korenine. No, pejmo zdaj na kakšno sporočilo, kaj vam svetle duše sporoča stvarstvo, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da slišite, da ozavestite, da se zgodi. No, lejte, pogumno se odločajte za sebe, ker podpirajo vas vse vesoljne sile. Prihaja nova zemlja in vi ste ustvarjalka nove dobe. Vi ste boginja, ki ste tukaj in vas vodi srce. Ampak če želite, da vas vodi srce, ga morate najprej zakrpati, morate postati celostni in da dovolite si čutiti in predvsem vsi tisti, ki imate oklep okrog srca, ker ste bili tolikokrat ranjeni, dajte najprej počistiti ta obzidje okrog svojega srca, da boste lahko sploh čutili. Naslednje sporočilo pa je nadangel Mihael, prosim za pomoč in zaščito. In mogoče ena taka ideja, tudi na YouTubeu imate posnetek moj, in sicer rezanje eteričnih vezi z nadangelom Mihaelom. Res vam priporočam, naredite te meditacije in boste videli, kako se boste osvobodili, ker kako si pomagati z energijo nadangela Mihaela. Nadangel Mihael reže tiste eterične vezi in zdaj, če grem spet nazaj v pristanišče, pa v to barko, ki je cela zvezana in ki ima okrog polno vrvi, ki jih je treba porezati. To dela nadangel Mihael. On poreže vezi, ki vas vežejo, vi pa zdravilno molitvijo dekodiranja zakrpate luknje, potem ste pa pripravljeni za plovbo v svobodo. In naredite to za sebe. Ja, zakaj? Zato, ker se imate radi in se cenite. Zato, ker je čas, da se začnete imeti bolj radi in da se bolj cenite. Zato, ker to življenje je vaše. In edino vi ste odgovorni za svoje življenje, nihče drug. Ja, vem, ja, pa moram to. Ja, kaj so včasih rekli stari ljudje? Edino, kar je treba, je umreti treba, ne? Vse ostalo lahko počaka. In pomeni, da so vaše prioritete, kaj boste vi v življenju naredili, čemu boste namenjali pozornost, kaj boste dali na prvo mesto. To je vaša odločitev. In to je zdrava sebičnost. In je prav, da postanete majčkeno bolj sebični, ker te korake, ki jih delate za sebe, vplivajo ne samo na vas, vplivajo na vaše otroke, vplivajo na celo rodbino, pozdravijo se korenine družinskega debla, dejansko vplivate na dogajanje cele vaše družine. Tako močne so te zadeve. Tako da ja, lejte, uživajte. Lepe praznike vam želim, uživajte zdaj med temi prvomajskimi prazniki. Jaz se vam pa v kratkem javim, zato ker gremo v Medžugorje, tako da sigurno kakšen video posnamem in vam kakšno javljanje tako kratko pošljem, da boste z nami, da boste videli, kaj se dogaja. Gremo Sarajevo, Mostar, izvir reke Bune, Medžugorje in Omiš pa reka Cetinja. Tako da, ja, res se veselim tega 4-dnevnega potovanja, ko me čakam, da pridemo v Medžugorje. Vedno gremo k isti družini v Vilo Ruža in to so tako srčni ljudje, res ko me čakam, da jih spet objamem. Zdaj že mislim, da ta 4. gremo k njim. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da vas teli prazniki zdaj napolnijo z novo energijo. Vse dobro.